Lepo pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden sledi soru. Znova naša stara dobra tema, ljubezen, kombinatorika, ujemanje, dušni dogovori, karmični odnosi, tisti odnosi, ki so toksični odnosi, ki so nam usojeni odnosi, s kateri gremo težko ven in seveda, dragi moji, saj veste, odnos, ki ga gojimo sami s seboj. Danes je 12.1.2024, pred nami je Valentinovo in zato tudi taka tema. Torej, pogledali bomo, kakšne se odnose stališča numerologije lahko prepoznamo, kako nam lahko numerologija pomaga in pa seveda tudi sami sebi. Potem bomo na hitro pogledali še število duše, bomo se ga naučili izračunati iz naših samoglasnikov in na to bomo povedali, s katerimi drugimi števili duše gremo najbolje skupaj. Za začetek pa. Zakaj so odnosi vendarle tako zelo pomembni? Zakaj je to, da imamo kvalitetne odnose, tako zelo pomembno? In zakaj za vraga tako pogosto vztrajamo tam, kjer za nas ni dobro? Zakaj kar upamo, da bo nekoč bolje, da bo znova tako lepo, kot je bilo? Ja, odnosi so kompleksna zadeva, zelo težko enačimo odnos z eno osebo in ga potem copy-pastamo na druge odnose. Skupni imenovalec vseh vaših odnosov, dragi moji, pa ste vendarle vi in vaša sposobnost sprejemanja ljubezni, sprejemanja pozornosti, pa tudi toleriranja slabšega, postavljanja mej. O tem sem jaz posnela že veliko oddaj, veliko prispevkov napisala in vem, da tudi na samem internetu je ogromno podobnih vsebin. In jaz verjamem, da vsak izmed nas, če želi, lahko najde takšno vsebino, tak pristop, ki mu pri tem pomaga. Jaz bi v začetku oddaje rekla takole. Vredni ste vse ljubezni tega sveta, ampak res vse ljubezni tega sveta. Zaslužite si dobro, zaslužite si ljubezen. Zakaj torej si včasih vi sami ne date? Veste, kolikokrat imamo lahko nekoga zelo radi. Ampak to ne pomeni, da če imam jaz nekoga rada, da to je enako, dajem ti pravico, da si do mene nesramen ali nesramna, nespoštljiv, neiskren. To, da imamo nekoga radi, ni enako, zdaj pa mi lahko malo. Pa veste, kolikokrat ljudje na drugi strani razmišljajo točno tako. Saj me ima ta oseba rada in mi bo odpustila. In potem se ujamemo v koncept brezpogojne ljubezni. A dajmo to malo drugače pogledati. Ko rodimo otročka, ga imamo absolutno brezpogojno radi. Ampak odgovornost naš kot starša ni, da je naš otrok navdušen nad nami, ker smo mi najbolj kul fotor ali pa najbolj kul mama. Naša odgovornost kot starš je temu otroku dati maksimalno kvalitetno vzgojo, ki jo v danih okoliščinah zmoremo. Se pravi, da otroka naučimo razmišljati svojo glavo, biti samostojen, se naučiti mora sam jesti, sam obleči in tako naprej. Brez tega ne gre. Pa ga imamo lahko še tako brezpogojno radi, pa se lahko še tako izogibamo konceptu moral bi, moraš. Je že res, da je to zelo, bom rekla, vibracijsko zanimiva beseda, ampak to bo zgodba za kdaj drugič. So stvari v življenju, ki jih je pač potrebno narediti in se naučiti. Zakaj potem to pozabimo v drugih odnosih? Zakaj se zavedamo, da moramo oziroma da je potrebno vztrajati, ko vzgajamo otroka, ko točno vemo, da ko se nam bo zabrizal po tleh pri blagajni, če bomo popustili, bo naslednjič še slabše. To vsi vemo, kolikokrat popustimo, ker je človeško. Ampak, a veste, jaz si upam staviti, da na drugi strani v tem trenutku nimate le 3 leta starega otroka, ki se mej, okvirjev, življenja, komunikacije, odnosov šele uči. Tako da zdaj bi pa jaz prosila, da greste vi nazaj v tistega otročka, ki ste bili vi. Torej, kaj se je zgodilo, če ste se vi vrgli na tleh pred blagajno? Vam je dal oče 2 čez rit? Ali vas je mama objela in vam je kupila vse, kar je bilo pri blagajni? Kaj pravzaprav se je zgodilo takrat, ko ste vi začeli preizkušati meje svojih staršev? Kajti to je tisto, kar kasneje počnemo ali kar pritegnemo v življenju. In to teorijo poznamo vsi. Vsi vemo, da ponavljamo vzorce svojega otroštva in tako naprej in tako naprej.
Kar pa bi rada danes dodala vsemu temu je, da na svetu je ogromno orodij, s katerimi si lahko pomagamo. Kajti, če imam jaz en komplet vzorcev, pa vi imate drug komplet vzorcev in se zdaj mi srečamo nekje na poti, se bom jaz seveda odzivala glede na moje vzorce in vi glede na svoje vzorce in potem včasih rabimo vmes Google Translate. In numerologija je ena izmed fantastičnih ved, ki je lahko točno to, ki nam lahko pomaga razumeti, kako se vi odzivate, zakaj se vi tako odzivate, kakšnega partnerja potrebujete, kakšen partner pravzaprav v resnici ste. A veste, mi imamo lahko milijonkrat občutek, da popustimo, da popuščamo, da se prilagajamo, pa naš partner mogoče nima tega občutka, mogoče pač gre res za šum v komunikaciji, morda res vedno ustrežemo, ampak pri tem pozabimo povedati, da smo si mi nečesa drugega želeli. In naš partner je lahko 600% prepričan, da nam je isto všeč, mi smo popolnoma zadovoljni in na misel mu mogoče sploh ne pride, da se pa mogoče na tej strani nekdo žrtvuje, prilagaja, podreja, počne stvari drugače, kot bi jih sicer. Torej, dragi moji, razumevanje sebe in svojih vzorcev je še kako pomembno. Zdaj pa pojdimo k temu delu, ki verjamem, da nas najbolj zanima, karmični odnosi. Odnosi, ki so dogovorjeni strani duš že prej. Ja, to se vidi v numerologiji, ne moram vedeti, kako se bo ta odnos končal. Lahko pa, če vi pridete k meni in mi poveste, kako vam gre do sedaj, kar v redu predvidim, kako bo šlo od sedaj. Glede na to, da vseeno se s tem ukvarjam 20 let, pa profesionalno ukvarjam 20 let, pa se vedno znova učim, pa vedno nova izpopolnjujem, pa glede na to, da včasih vse, kar potrebujemo oziroma potrebujete, je pogled z druge plati zgodbe. Veste, kolikokrat se zgodi, da pridete k meni na analizo odnosa oziroma na svetovanje, kako izboljšati odnos. Pa je dejansko, mogoče jaz povem, od 100% je 20% novih, ampak je ta opis realne slike takšen, da vam pomaga iti naprej. Ali k boljšemu odnosu, ali k zaključku odnosa. Zdaj bom tako rekla, a veste, mogoče v življenju pozabimo, ali pa se premalo ukvarjamo z vsemi vrstami odnosov. Mnogokrat najpogosteje nas zanima partnerstvo, moram reči, da v zadnjih letih vas je vse več, ki vas pride k meni na svetovanje o vzgoju otrok, kajti ne nazadnje navodila za uporabo dobimo ob rojstvu. Ampak numerologija nam lahko pomaga razumeti tudi odnos z našimi starši, z našimi otroci, z našimi prijatelji, z našimi poslovnimi partnerji, kajti ti karmični zapisi, karmični odnosi in pa tudi odnosi z našimi soulmate, se pravi, ko govorimo o odnosi znotraj naše družine duš, kaj šele soulmate, ko govorimo o twin flamih, se pravi o duših dvorščicah, vse to. Pri vseh teh odnosih vam numerologija lahko pomaga. V prvi vrsti prepoznati, kar se zelo velikokrat dogaja, kar jaz opažam v svoji praksi, je, da izrazito toksični odnosi dajejo občutek karmičnega odnosa, karmične povezave. In potem, kar se zelo rado zgodi, je to, da vztrajate v odnosih, ki so pravzaprav karma, ker pravzaprav je bistvo se postaviti zase, in drugi osebi s tem omogočiti karmično učenje. Mnogokrat pa se zgodi, da pridete k meni in rečete, jaz vem, da sem s to dušo povezana, kar je res. Jaz vem, da je to neka karmična povezava, kar je res. In zato ji bom vse oprostila in popustila in se prilagodila, kar pa je v tem primeru lahko najslabše, kar naredite. Kajti, če to zdaj obrnemo malo drugače, denimo, da sem zdaj jaz oseba, ki je z vami v karmičnem odnosu, kar pomeni, da nek intenziven odnos smo že imeli, a ne? Pa bom zdaj rekla, kar ti pa jaz. Aj prav, se pravi, ti pa jaz v prejšnjem življenju sva že imeli močan karmični odnos, kjer sem pač jaz storila nekaj, kar absolutno ni bilo okej. In ko se je tista življenjska izkušnja zaključila, smo zdaj tukaj in sedaj v letu 2024, na tale ponedeljkov večer, na temule kavču in midve zdaj to karmo predelujeva. Se pravi, če sem bila jaz tista, ki je storila nekaj narobe, oziroma nesprejemljivo, oziroma slabše in tako naprej, sem sedaj tukaj, da se naučim to popraviti.
Kar pomeni, da še vedno delam narobe po vsej verjetnosti, kar pomeni, da sem po vsej verjetnosti še vedno nezrela, še vedno verjetno manipuliram, še vedno se mi zdi, da meni vse pripada, da se grem lahko dvojna merila, da sem lahko nespoštljiva, da sem lahko neiskrena, da lahko lažem, da lahko ti na dušo piham, takrat, ko mi pride prav in sem zelo nesramna, takrat, ko mi spet pride prav. Ne? Se pravi, nekako, ko govorimo o karmičnih povezavah, smo lahko 100% da ta duša vmes ni doživela razsvetljenja na oblaku, ampak ga je prišla doživeti sem. Kako naj se zdaj jaz naučim, da je narobe, da tebe manipuliram, ti lažem, sem nespoštljiva, te varam in tako naprej. Če mi ti to vedno znova oprostiš in mi rečeš, jaz te imam brezpogojno rada, jaz ti bom dokazala, da te imam rada, jaz ti bom dokazala, da je ljubezen lepa. Ja. S tem se jaz naučim, da to, kar jaz počnem, je prav. Ti si sicer malo slabe volje, kar sicer ni konc sveta, ker slabe volje sem tudi jaz dostikrat, ker cel svet krivičen, vsi so proti meni, jaz sem največja žrtev, o moj bog. Torej, svet me ne uboga, starše sem imela take, otroci so taki, šef je tak, sosedje so taki, z vsem je nek problem, sam z mano ne. Tako da valjda, da mi boš ti oprostila oziroma oprostil, kaj pa jaz, kaj sem zdaj jaz narobe naredila? To je nekako notranji dialog osebnosti, ki se je prišla v tem življenju kot duša učiti preseči karmične vzorce. In ko imamo na drugi strani triletnega otroka, za katerega vemo, da nečesa še ne zna, da se uči, je naša odgovornost mu na primeren način posredovati informacijo, da določen način obnašanja ni sprejemljiv. In zakaj? A veste, mi velikokrat lahko rečemo v odrasli dobi, to je meni nesprejemljivo. Zakaj? Meni nič hudega, če po vas hodim. Vi me imate pa še zmeri radi, pa vse mi boste oprostili, pa zmeri boste z mano. Pa vsakič, ko se bom sama sebi zasmilila, mi boste rekli, jaz te nikoli ne bom pustila. Kako naj se naučim, da je moje obnašanje nesprejemljivo? Kako naj se naučim, da je to, kar sem jaz počela, vas prizadelo? Od kje? Če vi zdaj jokate, pa pol ste jezni, ampak rezultat vsega tega, če zdaj se opravičujem, ampak tole mi hodi na misel kot primerjava. Če vzamem lonc, pa noter zmečem čebulo, pa zelenjavo, pa goveje meso, in potem rezultat vsega tega vrenja in špricanja in bla bla bla, je goveja juha, ki je v bistvu fajn. Je potem to špricanje čisto kul. In če to zdaj zelo ohlapno prevedemo na odnose, se pravi, če se veste, nekaj narobe naredila, ne, pa jaz itak ne vem, da sem narobe naredila, ker sem itak mnenja, da jaz imam vedno prav, ker se velikokrat kaže tudi kot narcistična motnja, kot manipulator, ali pa samo kot nekdo, ki je nezrel. A veste, tudi to po svetu hodi, pa šteje 40, 50, 60 let. Seveda, zakaj pa ne? Torej, če sem jaz mnenja, da zdaj, ko sem vse to zmetala v ta lonc, se pravi v ta odnos, načeloma ne delam nič narobe, tam na drugi strani nekaj brbota pri tisti osebi, pa malo mi teži, pa malo se dere name, pa malo mi neke članke pošilja, pa malo pizdi, pa malo joka, ampak na koncu, ko se vse to brbotanje pomiri, je še zmeri tam, še zmeri me ima rad, še zmeri me sprejema takega, kot sem, se pravi, z mano ni nič narobe. A razumete razliko? Se pravi, kaj pravzaprav sporočate s tem, ko nikomu v resnici ne postavite mejo? In kaj postaviti mejo? O tem sem že naredila fantastično oddajo nekaj tednov nazaj. To ne pomeni, da samo ponavljamo naše pričakovanja, pa ponavljamo, kaj je nas prizadelo. To pomeni, da dejansko gremo stran, kajti jaz verjamem, da če bi se vrgli v ogenj, bi se samo enkrat. Ne bi hodili po svetu pa gledali, zdaj bom pa prst vtaknila še v to kislino, pa v ogenj, pa v ta strup, pa ta cianid bom probala, pa strup bom probala. Ne. A veste, in jaz stojim za tem, ker delam tudi z moškimi, ki imajo podobne izzive, ker niso slabi, samo nezreli so, ki tudi podobno pridejo k meni, pa verjamem, da tega za živo glavo ne bi priznali svojim kolegom na pivu, ki tudi pridejo k meni in rečejo, Lili, mene ženske pustijo po pol leta. Vsak odnos, ki se na začetku zdi fenomenalen, čez pol leta, 9 mesecev, se začne isti kreg, isti očitki, isto. In potem pridemo do tega skupnega nekega imenovalca, da pač ja, okej,
Morda pa, če se v čisto vseh odnosih tako ponavlja, dajmo pogledati, če na to stran, kaj smo pa mi doprinesli. Ker je vedno bistvo, ne glede na to, na katerem koncu odnosa smo. Ampak kar jaz opažam v delu s temi ljudmi, je to, da dejansko redko dobijo jasno informacijo. Tvoje obnašanje je nesprejemljivo, zato ga ne sprejemam, zato vozi. In ko se boš znal obnašati, prid nazaj. In če se ne boš tam ostan, ker ne rabim tega. Dejansko, zelo preprosto povedano, gre točno za to. In na duhovni ravni vam povem, če govorimo o karmi, če govorimo o toksičnem odnosu, oseba se drugače ne more naučiti. In kaj, dragi moji, pravzaprav sporočate vi sami sebi, ko sami po sebi vedno znova hodite? Ko gledamo filme, pa gledamo neke bulije, pa gledamo neke ljudi, ki siljujejo, kako... Ali pa tudi v vsakdanjem življenju, ko nekoga opazujemo, ki je sicer zelo sebičen, zelo takšen, zelo drugačen, ampak kakor si rečemo, klasičen primer, zelo klasičen slovenski primer je ločitev, ko se potem oče odtuji, se ne ukvarja z otroci in potem na stare dni seveda se pritožuje, da otroci ne pridejo k njemu. To znamo razumeti, je tako. Ne pozabimo tega zelo primarnega načela tudi v medsebojnih odnosih. Pa hočem biti zelo jasna v tem, da vas ne podpiram v tem, da rečete, ni mi prav, da me nisi peljal v kino, zdaj pa pejt. Ne govorim o tem. Govorim o situacijah, ko je nespoštljivost, neiskrenost, ko je nekorektnost primarni sestavni del odnosa. Ne samo sem ter tja, vam je nekdo nekaj pozabil povedati, pa je res pozabil povedati. In zdaj, ko govorimo o kombinatoriki, govorimo tudi o tem, da smo si mi različni. Eni ljudje potrebujejo veliko romantike, si želijo veliko bližine, veliko komunikacije, želijo svoj dan dejansko deliti, povedati, 5-krat povedati, 4-krat ponoviti. In imamo ljudi, ki so radi sami, ki imajo radi tišino, ki nekako se raje odmaknejo, pa tuhtajo, pa nimajo potrebe po tem, da bi zdaj vse povedali, kaj so jedli, kje so bili, kaj so počeli, kdaj kam grejo, s kom so se pogovarjali. Ljudje smo si enostavno različni, samo da reč pravični. Ni prav eno, ni prav drugo, prav je oboje. Eno, kar je mogoče prav zame, mogoče za vas ni. In tudi to lahko numerologija zelo pomaga razumeti, kako oseba izraža ljubezen. In ko govorimo o kombinatoriki, jaz sem zato za nalašč navesla naše vse tele zapestice, bom rekla, kjer je tukaj vmes turkiz, ki po barvi absolutno ne paše k temu, kar sem oblekla. Imam na sebi prstane, ki mogoče, če bi jih videli od bližje, se tudi mogoče ne bi zdelo, da je to. Ampak včasih v tapiseriji življenja se pojavijo osebe, izkušnje, kristali, ki nekako v danem trenutku nam pašejo. In meni te dni zelo boli desna roka in mi ti kristali zelo pašejo. In zdaj vprašanje, ki se poraja. A bom zato, ker to ne paše skupaj in mogoče nekomu, ker to zgleda, to dala dol, pa bom trpela bolečine v desni roki, ali bom dala vse in gor, pa bom rekla, mi sede zdaj tole, da imam. Kaj bi mi vi odgovorili? In če vas jaz zdaj vprašam, ali komu škodujem s tem, da imam kombinacijo zapestnic, ki sicer mogoče barvno ni najbolj usklajena, pa tako bom rekla, mogoče meni ni barvno usklajena, pa nekje na drugem koncu sveta je pa popolnoma normalna. Je s tem kaj narobe? Ali sem s tem komu škodovala? Sem nekomu dan pokvarila zdaj s tem, ko imam pač to zapestnico gor? In kolikokrat se vi pustite prepričati, da z neko preprosto izbiro ste nekomu pokvarili dan? In kolikokrat mi vsi odstranimo tisto zapestnico, za kar se zdi, da ne paše v okolje. In pravzaprav s tem odstranimo lastno unikatnost. Če se znova naslonim na svojo izkušnjo. Jaz, ko sem bila otrok, sem zelo izstopala po tem, da sem cele dneve govorila o Indijancih, kjerkoli moj bivši sošolec ali sošolka lahko to potrdi. Pa moja pot dejansko me je vodila in me vodi k njim. In si upam reči, da vseeno neko spremembo pa sem dosegla. Da nek glas, vseeno sem postala. In kako zelo drugačno bi bilo moje življenje, če bi takrat, ko sem bila tista trmasta mula dobesedno, ko sem bila majhna, ne bi vztrajala pri tem, kar mi je bilo tako pomembno. Vprašanje, če bi kogarkoli od njih spoznala in vprašanje, če bi kadarkoli, karkoli dobrega dosegla. In zdaj mene zanima, kje ste pa vi popustili?
Kajte, veste, še celo življenje imate pred seboj. In sicer ta oddaja je šla malo v drugi smeri, kot sem jaz originalno mislila, ampak bom zaupala, da marsikdo morda potrebuje slišati točno to. In če se zdaj malo vrnemo, torej, v življenju imamo obilico odnosov. Koliko odnosov je dogovorjenih vnaprej strani duše? Če gledamo marsikatera učenja, pa naj gre za budistično, naj gre za New Age stvari, po vsej verjetnosti vsa. Kajti mi kot duše se med seboj poznamo. Nekatere dušice smo si malo bolj povezane, nekatere malo manj. Nekatere dušice so mlade, so šele prišle na svet, nekatere dušice so stare. Kar pa lahko zagotovostjo trdimo pa je, da se vsi še vedno učimo. In da nikoli ne morete vedeti, ali ste resnično v vlogi učitelja ali ste v vlogi učenca. Ste pa v vlogi sebe. Ste v vlogi svojih lekcij, svoje karme, svojega mojstrstva. In v številu duše se skriva marsikaj. In ko pogledamo kombinatoriko vseh 5 osebnih števil, ko jaz vidim, kaj je vaše poslanstvo, ki je v številu sode, ko jaz vidim, kaj je padlo na področje vašega partnerstva, intimnih, najbolj pomembnih odnosov in seveda tudi odnosa do sebe, ko vidim, kere lekcije imate, kere karmične zapise imate, ko vidim, v katerem življenjskem obdobju ste, ko vidim, kaj je padlo na vašo področje oddajanja energije, se pravi, kaj je tisto, kar okolica od vas vidi, če se tam pojavi karma, tukaj šele lahko pomaga numerologija z razumevanjem, zakaj vas ljudje vedno znova narobe razumejo morda. In ko vidim vaše število zrelosti, ko vidim in prepoznam, kam vas življenje želi pripeljati preko vseh teh izzivov, preko vseh teh razočaranj, izgub problematičnih oseb in tako naprej, vam lahko zelo pomagam razumeti, zakaj so se te osebe pojavile in kako s temi osebami ravnati, sploh če imam še njihove podatke in vidim še njihovo sliko in potem lahko rečem, vi se učite tega, ta oseba pa tega, seveda ste skupaj kliknili, kar pa pomeni, da to, kar vi potrebujete, če ste vi recimo zelo pasivni, zelo popustljivi in kaj potrebuje ta oseba, ki je dobesedno buli. Seveda ne bo isto. Seveda boste vi se učili postaviti za sebe, ta oseba nima problema s tem, ta oseba pa se uči mehkobe. Seveda vi tej osebi lahko date to mehkobo, ampak vprašanje je, če je tako zelo v nastavitvah napada, obrambe, agresije, ali sploh zna mehkobo prepoznati? Ali sploh kaj pomeni ta mehkoba? Si je sploh želi? Ali sploh ve, kaj početi s tem? In po drugi strani, ali vi sploh veste, kaj početi s tem, da je nekdo mehek do vas? Kajti, če ste sramežljivi, če ste zaprti, če se karmično učite sprejemati toplino, ljubezen in jo dajati sebi, gre predvidevati, da je niste prejemali od okolice. Je pa velika razlika, ali govorimo o učenju kot lekciji, ali govorimo o karmi. In zato so tu odnosi, ki so kompleksni, odnosi, ki so močni, odnosi, ki so tudi toksični, odnosi, ki so karmični, odnosi, ki so duhovni, ki so mojstrski. In velikokrat smo presenečeni, da gre pravzaprav za mojstrstvo in ne karmo. In moram reči, v zadnjih pol leta sem imela zelo veliko primerov, ko je šlo dejansko za mojstrsko izkušnjo, ne karmično izkušnjo, in kjer je oseba, ki je prišla k meni, pravzaprav bila oseba, od katere se je pričakovalo, da naj postavi mejo, da naj se postavi zase, da naj odrine to energijo in obnašanje stran, da se bo na drugi strani oseba, ki pa večinoma v teh primerih se je izkazala kot karmično obremenjena, da se sploh lahko nauči. Torej, če zelo strnemo na kratko, kako naj se nekdo, ki se obnaša nesprejemljivo, nauči in to spremeni, če pravzaprav na koncu dneva to obnašanje sprejemamo. In, o moj bog, obljubila sem število duše, no pa dajmo. Število duše je seštevek naših samoglasnikov, število duše sem namenila že eno celo oddajo, linkec bo spodaj, torej tudi tam je kar nekaj podatkov, veliko sem že tam povedala. Zdaj se bomo pa temu posvetili bolj iz stališča karme in lekcij. Še enkrat bom opozorila, število duše je samo eno število izmed 5, lekcije izračunamo čisto posebej, karmo izračunamo čisto posebej, mojstrstvo izračunamo čisto posebej, se pravi zelo splošno in okrnjeno je tole, kar bom zdajle podala. Vseeno pa vam lahko morda pomaga vsaj malo razumeti človeka, ki ga imate na drugi strani. Torej, naše samoglasnike toliko časa seštevamo, da dobimo eno samo cifro. Jaz imam zato najraje primer Ane Novak. Če je kakšna Ana Novak, ki me spremlja ali ki jo poznate, naj se javi, z največjim veseljem naredim mogoče en intervjujček ali pa eno kratko analizo.
ker je tako zelo veliko krat dajem kot primer. Jaz pa upam, da v tem času, ko sem jaz se ukvarjala s tem, ste že sešteli samoglasnike. Če to gledate na YouTubeu, pa preprosto kar ustavite video in v miru seštejte zase in za tiste osebe, ki vas zanima, sicer bomo absolutno predolgi. Se pravi, tisti, ki imate število duše 1, to pomeni, da ste zelo samostojni, to pomeni, da v življenju varnost najdete v tem, da ste neodvisni. Seveda potem v odnosih, ko govorimo o nezrelem aspektu 1, vam prija imeti ob sebi osebo, ki je vodljiva, osebo, ki se vam morda podredi in osebo, za katero imate vi občutek, da potrebuje vašo pomoč ali zaščito. Se pravi, ko zdaj govorimo o nekomu, ki ima zelo močno enko, jaz nočem reči, da so te osebe sebične, hočem reči, da včasih iskreno verjamejo, da so tako močni in sposobni, da bodo drugim manj sposobnim in manj močnim pomagali. Kar se seveda lahko odraža tudi preko tega, da so nesramne, da so hitre, da so ošabne, da so arogantne. Se pravi, če imate vi število duše 1, se vprašajte, ali je pravzaprav to, da ste na nekem vodilnem, višjem položaju, da imate občutek, da ste vi tisti ta glavni, daje občutek varnosti in česa pravzaprav se bojite, kaj bi se zgodilo, če bi se ta občutek samostojnosti in moči, ki ga sigurno imate in samostojni in močni definitivno ste, porušil. Kaj bi bilo tako groznega v temu, da bi morda nekoč vas nekdo objel, pa nekdo za vas poskrbel? Število duše 2. Za dvojkice velja, da so sramežljive, da so potrpežljive in predvsem, da se učijo razlikovati pojma prilagoditi se in pojma podrediti se. Se pravi, če imamo na drugi strani dvojko, je potrebno razumeti, da se bo potrudila nam ugajati, da nas bo potrudila razumeti, da se nas bo potrudila razumeti in po drugi strani, da mogoče v procesu samega življenja je pa malo pozabila sebe vprašati, kaj potrebuje. Se pravi, če imate vi število duše 2, tudi sicer veste, da jaz dvojkicam vedno govorim večkrat, čim večkrat se vprašajte, kaj vi mislite in kaj je druga plat zgodbe. In prinašate svetu okoli sebe fantastično sposobnost odsevanja druge plati zgodbe. Se pravi, bom zdaj jaz vas vprašala, kaj je druga plat vaše zgodbe? Če ste izrazito ženstveni, kje je vaša moškost? Če ste izrazito zaprti vase, kje je vaša ekstrovertiranost? Če ste izrazito komunikativni, kaj se skriva v vaši tišini? Število duše 3. Drage drogice, veste, da ste polne domišljije. Se pravi, ko imamo na drugi strani število 3, moramo vedeti, da so to osebe, ki so zelo senzibilne, zelo ranljive, ki lahko preprosto besedo doživijo zelo močno. Se pravi, trojkice, ko zaboli, res zaboli, ko so zaljubljene, so res zaljubljene in jaz trdno verjamem, da izraz, da slišijo travo rast, ko so na frišno zatrpane, velja absolutno za trojke in za devetke. Torej, če imamo opravka s trojko, se je pomembno zavedati, da lahko eno preprosto besedo doživijo kot napad ali pa kot obljubo večnosti. Trojka simbolizira ves božji optimizem tega sveta, ki se seveda lahko spremeni v iluzijo. In pa vaš božji optimizem tega sveta, ki se pa lahko spremeni tudi v črnogledost. Torej, če imate vi število duše 3, je moje vprašanje vam. Kolikokrat se resnično stavite in pogledate dejstva in kolikokrat preproste prijazne besede morda doživite kot obljubo večnosti in ste potem razočarani in kolikokrat morda samo zato, ker nekdo ni pompozno izrazil ljubezni in naklonjenosti do vas, menite, da vas ne mara. Ljudje smo si različni. Obstajajo ljudje, ki vam bodo enkrat rekli, no, ti si meni fajn, pa je to za njih maksimum, kar zmorejo izraziti, medtem ko vi na drugi strani bi prišli z največjimi plakati, baloni, srčki in tako naprej. Morda gre samo za način in ne bistvo sporočila. V razmislek, drage trojke. Število duše 4, se pravi, štirice so pa tiste, ki so praktične, ki iščejo varnost, ki se včasih zelo težko premaknejo naprej. Ko govorimo o odnosih, govorimo pa o energiji zanesljivosti, se pravi, štirka bo iskala življenjskega partnerja za vse večne čase. Morda ne bo najbolj romantična, kar pa ne pomeni, da globina, se pravi, čustev števila 4 ni iskrena. Torej, ko govorimo o ljudeh, ki imajo močno štirko, govorimo o ljudeh, ki se odločijo za enega partnerja in potem mnogokrat vztrajajo v odnosu, v katerem niso izpolnjeni, niso srečni, jih morda celo partner vara za voljo odnosa. Torej, če imamo na drugi strani štirko, se moramo zavedati, da dokler štirica vidi smisel v odnosu,
Bo prenesla marsikaj osebno, kajti doživljala bo odnos kot ločeno identiteto. Se pravi, kot nek kanu, v katerem sta zdaj midva skupaj in oba dva veslava. In zdaj sicer mogoče ti malo čuden veslaš, pa si z drugimi ljudmi, pa me varaš, pa mi lažeš, ampak jaz še zmeraj tukaj ful veslam. In dokler gre ta kanu vsaj približno v tej smeri, jaz verjamem, da je vse ok, oziroma da bo ok, kljub temu, da ti mogoče veslaš čist drugam, ali pa si že nehal veslati, ali pa si že ven skočil z tega kanuja, sam jaz mogoče tega še nisem opazila, ker kanu se še vedno premika, zato ker ga jaz veslam. Torej, moje vprašanje vam, število duše 4, je, v katerih odnosih vi tako zelo goreče veslate, da niste opazili, da je druga oseba cela relaksirana z nogami gor, ali pa je morda sploh več v resnici ni. Vem, da to ni prijazno vprašanje, ampak jaz verjamem, da te oddaje ne spremljamo zato, ker bi želeli, vse bo v redu. In poudarila bom tudi, morda vas bo presenetilo, kako zelo je nekdo drug investiran, pa tega morda ne opazimo. Kar pa pravzaprav, bom rekla, velja za vse nas. No, vse verjamem, da se bomo v vseh razlagah sem ter tja malo našli. No, število duše 5. Petke potrebujejo svobodo, potrebujejo spontanost, potrebujejo strast. In če imate na drugi strani petko, ki tega ne odraža, pomeni, da je bila v svojem življenju nekje zelo zatirana ali pa je preprosto prenehala verjeti v to, da iskrica še obstaja. Torej, če ste vi število 5 in me zdaj poslušate, je moje vprašanje vam. Kdaj ste se nazadnje počutili tako, kot da laufate po plaži z vetrom v laseh, a veste, kot tisti divji konji, ki jih vidimo, ko je sonce, ko je morje, ko voda šprica, ko je plaža, ko je pesek, ko je svoboda. Kaj pravzaprav za vas osebno pomeni biti svoboden v odnosih? Kaj pravzaprav za vas osebno pomeni biti v odnosu? Kje so vaše meje? Kaj simbolizirajo vaše meje? Torej, drage petke, če so vam porezali krila, se spomnite, da s krili ste se rodili in da jih lahko vedno znova razprete. Število duše 6. Drage šestice, vi pa na prvo mesto vedno postavljate dom, družino, romantiko, ljubezen in sebe velikokrat na zadnje. Torej, kadarkoli delam šestkami, je moje prvo vprašanje, kako bi definirali vaš odnos do sebe in svojo ljubezen do sebe, kajti to je poglavitna lekcija vašega celotnega življenja, kar pomeni, da v življenju se bodo pojavljali ljudje, ki vam bodo to lekcijo prinašali. Se pravi, to so prijatelji, prijateljice, sosedje, sodelavci, partnerji, starši, otroci, vsi. Torej, drage moje šestke, moje vprašanje vam je, kakšni so odnosi, del katerih ste? Ali se počutite cenjene, ali ste običajno ve tiste, ki cenite druge, ste hvaležni za kvalitetne osebe v vašem življenju in kolikokrat morda ste vi tisti, ki je kvalitetna oseba v vašem življenju. Če imate na drugi strani šestico, se dajte zavedati, da so to zelo romantične osebe, zelo čustvene, zelo sočutne osebe in prosim, ne tega izkoriščati. Število duše 7. No, sedmice pa na prvo mesto postavijo resnico. Se pravi, najhujše, kar lahko naredite sedmici, je to, ne da jo prevarate, ampak da se jo o temu, kar ste naredili, zlažete. Se pravi, če bi zelo po domače, prej sem že malo neprimerne izraze uporabljala, pa dajmo v istem stilu do konca. Torej, a veste, sedmica vam bo najbolj zamerila, da jo imate za budalo, da jo imate za neumno direkt v faco. Torej, če ste sedmica, velika verjetnost je, da osebe, ki stopajo v vaše življenje, potrebujejo ravno to izkušnjo, da je resnica tista, ki je pomembna. Kaj ti bom zdaj zelo nasplošno rekla, včasih pa tudi kot raščamo in tudi živimo v časih, ki je skoraj da bolj cenjeno ali spoštovano to, da nekoga malo na kruh namažeš, na limance in tako naprej. A veste, mnogi v vašem življenju potrebujejo izkušnjo, da povejo po pravici in da jim ne utrgate glavo, ampak da cenite resnico. Zdaj, če ste vi število 7, je moje vprašanje vam, koliko ljudi, ki pa izrazito po resnici ne živi, imate v življenju, kajti veste, to niso vaši prijatelji, partnerji, to so vaši učenci. Začnite na te osebe gledati drugače in z distance. Značilno za sedmico je, da kadar je čustveno prizadeta, se zapre vase, se pravi, če ste vi denimo oseba, ki rabi komunikacijo, ki želi objem, ki je zelo čustvena, se zavedajte, da sedmica na drugi strani po vsej verjetnosti potrebuje odmik, tišino in čas zase. Sedmicam pa polagam na srce, da to primerno skomunicirate, da se oseba na drugi strani vas ne počuti odrinjena.
Osemke, število duše 8 je zelo zanimivo, število duše 8 nam vedno da največ dela, se pravi, tudi same imajo kar nekaj poti pred seboj, v smislu, da se učijo lastne vrednosti, svoje lastne dragocenosti in pa tudi, da so si nekako izbrali tudi lekcije ega. Zdaj pa, če ima ta oseba samo število duše 8, pomeni, da se uči lastne dragocenosti. Če pa ima tudi druga osebna števila povezana z lekcijami ega, pa pomeni, da po vsej verjetnosti vsaj v prvi polovici življenja bodo odnosi temeljili na lekcijah ega. Zdaj, da vas čist preveč ne zmedem, število 8 velikokrat je zelo markantno, zelo močno v besedah in zelo samo sebi verjame. Se pravi, če imate vi na drugi strani število duše 8, opazujte, pri čemu je konsistentna, se pravi, da stoji za svojimi besedami in pri čemu ne. Vsi se še učimo, 8-ke niso pokvarjene, niso egocentrične, niso egoistične, ampak se učijo prepoznavati sebe in druge in tega ne morejo storiti, če na drugi strani nimajo močnega sogovornika. Če ste vi število duše 8, pa popolnoma isto velja za vas, ki ste konsistentni, ki se dejansko vaše besede dolgoročno skladajo z vašimi dejanji. Ste nenormalno dobri v manifestiranju, zato vam načeloma stvari uspevajo, če vam ne. Ljube moje 8-ke, se poučite svoje lastne dragocenosti. Zahtevno je biti število duše 8, se pa je potrebno zavedati, čisto potiho povem, da včasih je zahtevno biti tudi vaš prijatelj pa vaš partner. In še število duše 9, moram reči, da v zadnje pol leta, leto, ogromno oseb, ki prihaja k meni na svetovanje, je število duše 9, zato verjamem, da se boste tukaj tudi prepoznali. V štartu to pomeni, da govorimo o stari, zreli duši, ki je prišla nazaj na zemljo učiti čustvene zrelosti. Kar pomeni, da po vsej verjetnosti je na nek način ta oseba bila v svojih mladih letih bolj zrela kot njena okolica, kar pomeni, da je včasih bila ta oseba tudi malo starša svojim staršem, svojim vrstnikom. In zdaj, kar to pomeni tudi je, da je v odnosih zelo pomembno, da ta oseba zna prepoznati svojo vrednost, svoj prostor in svojo vlogo in da ni svojemu partnerju, prijateljica pa mama, pa terapeutka pa tajnica, pa služkinja, pa še enkrat prijateljica, pa vse, kar čte, samo partnerka ne. In ta lekcija se zna pojaviti v vseh odnosih, ne samo v partnerskih, tudi v odnosu s starši, z otroci, v odnosu s prijatelji, se pravi, drage 9-ke, vedno znova se vprašajte, kakšen pravzaprav je ta odnos. Kajti, če boste šli v Mercator po kruh, pa boste hoteli avto, vam bojo rekli, joj, gospa, v napačni trgovini ste, mi prodajamo kruh. Velikokrat v odnosih, kar pa verjamem, da velja za vse nas, v odnosu, ki bi mogel biti starši otrok, oziroma partnersko, oziroma prijateljstvo, oziroma poslovni odnos, oziroma sosedski odnos, malo mešamo te energije, dajemo zelo veliko sebe od sebe in smo na koncu razočarani. Na drugi strani pa seveda ta oseba mogoče niti ne more tega izkoristiti na način, kot bi, če bi bil sam odnos drugačen. Torej, če imate na drugi strani 9-ko, se je potrebno zavedati, da to so osebe, ki zelo impulzivno čutijo stvari, globoko doživljajo stvari, seveda se zato lahko hitro premislijo, zelo pomembno je pa, kakšna števila jih obdajajo. Torej, tudi za število duše 9, bom rekla, po eni strani je ta izkušnja življenja, ko govorimo o odnosih do vas, zelo zahtevna, po drugi strani pa seveda imamo tudi mi lahko pravka z nekom, ki v vsej tej zahtevnosti in čustvenosti in temu, da verjame v soulmate, v globoke povezave, išče globino, mogoče v tej globini sem ter tja sebe malo zgubi ali pa sebe ne vidi. Mi, ko gremo tavhat v velike globine, tam gledamo, če bo morski pes, pa kjere ribe, pa kjera skala, pa o moj bog, kaj kakšna potopljena ladja spodaj, veliko krat pozabimo potem na sebe, pa kje smo mi, pa kakšen je naš doprinos. Biti število duše 9, bom rekla, ni enostavno, pa včasih tudi ni enostavno biti v odnosu z njimi. Torej, dragi moji, smo dolgi. Tako bom rekla, jaz verjamem, da pri vsaki razlagi smo se morda našli, absolutno pa noben odnos ni napaka. Absolutno je vsak odnos lahko lekcija in absolutno se učimo mi vsi, ne glede na to, kje razštevilo nas obdaja, lastne vrednosti, lastne dragocenosti in dejstva, da mogoče smo si z nekom pisani na kožo, z nekom pa ne. To ne pomeni, da je z drugo osebo nekaj nenormalno narobe ali z nami nekaj strašanskega narobe. To lahko pomeni, da se učimo
da smo pač del poti skupaj, da si bomo maksimalno tisto, kar imamo, dali, kar pa nažalost pomeni včasih tudi maksimalno slabo. Tako da, dragi moji, ne obupati, ampak se veste, kaj bom rekla, v prvi vrsti ne obupati nad seboj. In jaz mnogokrat ponavljam, če ne boste vi, kako naj vas tisti, ki so vam podobni, najdejo. In če zdaj gledamo znova moje zapisnice, kako naj turkizi tega sveta, ta turkiz najdejo, če se bo ta turkiz zakrival za drugimi barvami in se bo skrival in se bo pretvarjal, da je nekdo, kdor ni. Torej, dragi moji, pri kombinatoriki gre samo za to, da razumevamo sebe, da razumemo svoje potrebe in prav nič narobe ni s tem, da jih imamo. Smo v človeškem telesu, potrebujemo kisik, potrebujemo vodo, potrebujemo hrano, potrebujemo spanec in na čustvenem področju potrebujemo določene izkušnje. Osrečuje nas pa mogoče nekaj popolnoma drugega kot tista lekcija, ki smo si jo zadali. In jaz upam, da se bomo na to čim večkrat spomnili.